Letos smo imeli vsebino partnerstva, in sicer partnerstvo med industrijo, med razvojnimi raziskovalnimi inštitucijami in partnerstva znotraj podjetij, tako da je bila tema aktualna. Predvsem se je pa znotraj razprav na konferenci dokazalo, da je dejansko najbolj aktualen problem v naših podjetjih kadrovski problem, namreč primanjkuje kadrov. Temu je bila tudi potem namenjena tema drugega dne konference, ko smo imeli 3 delavnice, prav v smislu krepitve kompetenc zaposlenih. Tovarno, ki bomo gradili, bo tudi bazirala na tej, bi rekel, usmeritvi Yaskawa Total Solution, da bomo v bistvu imeli vgrajene svoje komponente v tovarni. S tem si želimo tudi postaviti eno bazo, ki jo bomo potem kasneje lahko nadgrajevali in zajemali vse podatke in lahko nadzirali proizvodnjo in lahko v bistvu naredili proizvodnjo čim bolj efektivno. Gre za 4 javne razpise, gre za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte, potem gre za spodbude za procesne izboljšave v podjetjih, pilotne demonstracijske projekte in vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja. Izredno pomembno je, da se na tem področju digitalizacije pametnih tovarn povezujemo med sabo. Ali na nivoju države, recimo z Gospodarsko zbornico Slovenije, na regionalnem nivoju z okolico, kakor tudi z sektorskimi združenji. Pomembno sodelovanje tukaj pa je, da tudi velika podjetja sodelujejo z malimi start-up podjetji. Nenazadnje pomembno pa je, da podjetja se aktivno vključujejo in sodelujejo z inštitucijami znanja, tako na področju razvojno-raziskovalnih projektov, ki so dobri, začetne točke za sodelovanje, kakor tudi na področju izobraževanja. Ne le kot kritiki izobraževalnega sistema, temveč da se aktivno vključimo v pripravo programov. Zaključki te okrogle mize so bili poleg tega, da je proces digitalne preobrazbe stalen in da je treba začeti hitro, če hočemo ohraniti kontakt s svetom, so bili, da tisti, ki bodo to pomagali izvesti, pa ki so ključni, pravzaprav so kadri. Tukaj je pa treba razmisliti, kaj danes izobraževati mlade ljudi, da bodo ustvarjalni, inovativni, konkurenčni na trgu dela in skratka zelo primerni temu, kar gospodarstvo, industrija pa tudi druge inštitucije potrebujejo. Druga izmed ugotovitev je, da je prišlo do določenih nesorazmerij na področju kadrov. Prišlo do tega, da imamo trenutno nekaterih preveč, drugih premalo. Ja, ogromno nevarnosti se bo predvsem pojavilo, zaradi tega, ker prednost interneta stvari je ravno internet, vse naprave so med sabo povezane in tako ali drugače dostopne iz interneta. Zaradi tega že zdaj opazujemo trend, da se pojavljajo različni napadi na te naprave. Najbolj tipični so te, da nekako onemogočijo sami napravi, da sploh opravlja svojo funkcijo. Torej tako imenovani denial of service napadi in tega je čedalje več. Jasno, v skladu s tem se pa tudi razvijajo varnostni sistemi, mehanizmi, kako v bistvu to preprečiti. Projekt Gosto, pravzaprav to je program, ki je precej velik, sestavljen iz 4 glavnih stebrov. To so steber robotika, orodjarstvo, tehnologije vodenja in pa fotonika. Vsak steber si je zadal svoje cilje, precej ambiciozne, z industrijo skupaj, to je veliko in malo industrijo, tako da skupaj dela v tem prvem letu na precej ciljih, ki so za orodjarstvo novo orodje, za področje robotika, prodor rekonfigurabilnih celic, adaptivnih sistemov, vida umetnega. Potem na področju fotonike so to novi sistemi
za lasersko obdelavo, za sodelovanje laserja z človekom in pa sodobne klinike, in pa na področjih tehnologije vodenja, predvsem mehki sistemi, softverski sistemi za orodja, gradnike, ki jih potrebujemo v področju tovarn prihodnosti. Projektne platforme smo se morali lotiti zaradi tega, da smo zadostili vsem tem diverznim ali različnim potrebam naših kupcev. Že samo iskanje tega, kaj bi radi imeli od te platforme, je bil kar zoporen podvig. No? Na koncu nam je uspel, mi smo dobili zdaj res nekaj velikih tendrov, mi smo dobili največji tender v Evropi, takrat, ko mi števca iz prvega števca z platforme sploh še nismo razvidga. Ampak je očitno bil vsa zasnova pa vsa predstavitev toliko prepričljiva, da smo mi takrat dobili tender za 230 milijonov evrov. Na tole temo je zelo veliko dogodkov, vendar današnji predavatelji so dali kar nekaj zanimivih in pravih izhodišč, kako v smeri digitalizacije in pa industrializacije nadaljevati v naših podjetjih. Jaz sem prepričana, da bo vsak odnesel nekaj koristnega. Socialni aikido je pristop, v katerem smo združili principe aikida in NLP pogajalskih tehnik, ki nam omogočajo doseči nek win-win rezultat v določenih situacijah, kjer so lahko nastali konflikti. Na ta način trajnostno, na dolgi rok delamo rešitve, kjer zmagamo vsi, pridobimo vsi in ne iščemo zmagovalcev in poražencev, ampak iščemo nekoga, ki bo skupaj najdel skupni imenovalec. Kaj pomeni za podjetje, če zaposleni med sabo učinkovito komunicirajo? Vredno predvsem pospešitev internih procesov, če so interni procesi pač bolj tekoči, bolj usklajeni. Vredno pomeni za podjetje neko dodano vrednost, ker je manj teh nekih zastojev, manj je prostega teka, bi temu rekli, procesi, medsebojni procesi med oddelki so bolj tekoči, ne? In glede na to, kaj je danes popularna tema, je tudi frustracij zaposlenih potem manj. Se pravi, manj nekega nepotrebnega stresa in več pozitivnega, več nekega z motivacijo ustvarjenega outputa, ki je za podjetje seveda dodana vrednost. Ne? Jaz verjamem v to, da preobrazbo delaš takrat, ko prihajaš proti vrhu, proti vrhuncu, podjetje, takrat mora razmišljati, kako ostati na tem vrhuncu. In to je lepota, v bistvu takrat je lepo delati preobrazbo, ko stvari še štimajo, ko v bistvu, tako kot pri človeku, lepo je ali pa veliko bolj enostavno ali pa lepše je, če se začneš gibati, razmišljati o svojem zdravju, ko si še zdrav, ne takrat, ko si bolan, približno enako je s podjetjem.